pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Knjižnica je v domala vsakem kraju pomembno kulturno središče. Kakšen položaj pa ima v Idriji, nam bo danes povedala direktorica Tina Močnik, ki jo seveda najprej toplo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Lepo pozdravljeni. Imenoval sem vas direktorica knjižnice, čeprav pravno formalno ta trenutek še niste. Ne, trenutno še ne, sem pa bila na svetu knjižnice potrjena, kar pomeni, da se potem sproži postopek, se pravi, potrebujemo soglasje občinskega sveta občine Idrija, mnenje občine Cerkno ter glasove, se pravi, volitve se izvedejo med zaposlenimi. Tako da, ko je vse to... Občina Idrija že dala soglasje? Tako, čakamo še mnenje občine Cerkno, ko imamo vse zbrano, pa svet knjižnice imenuje direktorja knjižnice. S polnimi pooblastili. Tako. Čeprav zadnji skoraj 2 leti že opravljate funkcijo kot VD. Tako, od oktobra 2023 sem na funkciji vršilke dolžnosti, tako da sem kar že seznanjena s poslovanjem zavoda, in tudi kar nekaj sem se naučila že v tem času, ampak vseeno, ja. To je sedaj pred vami. Imate pravzaprav 12 zaposlenih uslužbencev v različnih statusih. 8 od teh je prav povezanih s knjižnico, so knjižničari in bibliotekarji. Povejte nam, kakšna je razlika med knjižničarjem ali pa bibliotekarjem? Knjižničari imajo srednješolsko oziroma gimnazijsko izobrazbo, medtem ko bibliotekarji imajo univerzitetno izobrazbo in tudi oziroma vsi strokovni knjižničarski delavci potrebujejo narejen knjižničarski izpit, le da je za bibliotekarje malo zahtevnejši kot za knjižničarje. Ob knjižničarjih imate zaposlenih tudi nekaj čistilk za vzdrževanje prostorov. In tudi operaterja oziroma vodjo filmskega gledališča. Najbrž so zelo redke knjižnice v Sloveniji, ki imajo tudi filmsko gledališče. Tako je, mi imamo v upravljanju filmsko gledališče in enega zaposlenega, to je koordinator in organizator programa, skrbi vse v bistvu on. Potem imamo 3 čistilke, ki so na skrajšan delovni čas in še poslovna sekretarko, ki je tudi na skrajšan delovni čas od januarja 2024, ko smo se soočili s tem, da smo dobili odpoved računovodkinje in od takratno imamo računovodski servis ter poslovno sekretarko, ki vse to skrbi za posredovanje dokumentov in poslovanje javnega zavoda. Tako, en umestni člen med mano in računovodskim servisom. Delujete pa na območju obeh občin, se pravi Idrija in Cerkno. Imate enote, se pravi v Idriji, v Spodnji Idriji, v Črnem Vrhu in v Cerknem. Tako je. Poleg izposoje, se pravi vseh omenjenih knjižnicah, skrbimo tudi oziroma izvajamo literarne večere, potem izvajamo ure pravljic, organizirane obiske vrtcev in osnovnih šol. Poleg tega strokovni knjižničarski delavci izvajajo program tudi v obeh galerijah, se pravi v galeriji Magazin in galeriji Svete Barbare. In poleg tega še polno projektov, ki jih imamo za spodbujanje branja. To mrežo ste nasledili od vaših predhodnikov. Predvsem to mrežo, mislim, zaradi samih galerij. Upravljate z 2 galerijama. Tako je, trenutno za galeriji skrbita bibliotekarki. Ena se bo najbrž kmalu upokojila, tako da takrat upamo, da bi tudi, oziroma bomo poskušali iskati kader, ki bi se ukvarjal tudi z galerijsko dejavnostjo. Vaša knjižnica je, mislim, da ena redkih na Primorskem, ki nima bibliobusa. To je neka vaša posebnost. Nimamo, je pa naša velika želja, vsaj bibliokombi, da bi imeli, ki bi bil bolj primeren za naše vasice. Imamo pa na izposojo vsak četrtek službeno vozilo Dača od sopotnikov. Takrat ranljivejšim skupinam na dom pripeljemo gradivo, ki ga mora naročiti. Kakšno pa je zanimanje?
majhno, ampak nekaj jih je tako, da so vabljeni še vedno, no, da pokličejo, jih tudi spodbudimo, tiste, ki v knjižnico pridejo težko, ko vidimo recimo, da gre težko po stopnicah, ker nimamo še dvigala. Takrat jih tudi nagovorimo, da jim lahko ob četrtkih pripeljemo na dom. In takrat imamo tudi vzpostavljeno medoddelčno izposojo. To pomeni med knjižnicami občine Idrija, se pravi knjižnica Črni Vrh, knjižnica Spodnja Idrija in idrijsko knjižnico. Med temi enotami kroži gradivo, ki ga bralci naročijo oziroma lahko ga tudi vrnejo v katerikoli enoti in potem mi ob četrtkih poskrbimo, da pride do prave enote. Imate tudi to medknjižnično izmenjavo za gradivo, ki ga nimate v vaši knjižnici? Ja, medknjižnična izposoja je načeloma plačljiva, 9 €, razen za študijsko gradivo v goriški območnosti. To pomeni, da naročimo brezplačno iz Lavričeve knjižnice v Ajdovščini, v Tolminski knjižnici in iz goriške knjižnice. Naši člani dobijo brezplačno študijsko gradivo, no, se pravi bolj strokovno. Prej ste omenili dvigalo, ta zgodba ima že dolgo brado. Pa pravijo, da smo blizu tega. Tako da drugače pa vse skrbi za ta projekt občina Idrija, kar bo na nas vplivalo, bo prerazporeditev izposojevalnega pulta, tudi vrata se bodo malo zamaknila, ko bo seveda projekt stekel. Bo pa to pomembna pridobitev tako za obiskovalce knjižnice v prvem nadstropju, kot tudi galerije v drugem nadstropju? Tako je. Predvsem tudi za galerijo, ja, ker imamo veliko prireditev in tudi otvoritev razstav tam, kot tudi, se pravim, v knjižnico nekateri starejši težko pridejo. V svoje načrte ste zapisali, da boste postavili tudi knjigomat. Za kakšno napravo gre? Ja, zdaj ena stvar je knjigomat, ki bi ga postavili v idrijski knjižnici, ampak zato moramo najprej vso gradivo v prostem pristopu opremiti z radiofrekvenčno tehnologijo, to so nalepke z RFID čipi. Ko bo to izpolnjeno, bomo lahko tudi postavili notranji knjigomat, da si bi bralci lahko izposodili na knjigomatu gradivo. Smo se tudi prijavili na razpis Ministrstva za kulturo, da bi pridobili sredstva, saj imajo prednost knjižnice, ki knjigomata še nimajo, tako da računamo, da bomo tam dobili sredstva za ta knjigomat. Druga stvar pa so knjižni paketniki, bi pa bili postavljeni v podhodu ali v okolici knjižnice. Tam pa si bralci preko aplikacije s QR-kodo naročijo gradivo oziroma ga vrnejo. Ta avtomat najbrž pomeni nekaj podobnega kot v trgovini blagajna brez blagajničarke. Bolj kot so te GLS paketniki ali na pošti, no. Take paketniki. Bo to pomenilo manj zaposlenih v knjižnici? Najbrž ne. Ne. Zaposleni imamo, kot sem že prej povedala, kar veliko tudi ostalih nalog. Tudi res trudimo se, da novo gradivo pride čim prej do knjižnih polic oziroma do naših bralcev. Tako da to je tudi ena prioriteta, ki deluje v ozadju. Knjižnica je javni zavod, ustanovitelja sta dva, to sta obe občini Idrija in Cerkno, ki skrbita tudi za financiranje. Ste s tem zadovoljni? Smo zadovoljni, kar sem sama sodelovala, smo vse uspešno rešili, kar je bilo od takrat, recimo nekaj smo imeli s zaposlitvami, da smo, se pravi, naredili prerazporeditve, dobili sredstva za računovodski servis, tako da mislim, da bomo tako nadaljevali. Vrsto let je bila knjižnica brez članarine, sedaj mislim, da morajo člani plačati evro na mesec. Tako. Od maja 2024 smo uvedli članarino, gre za to, da so se vsi stroški povečevali in je bilo že kdaj ogroženo delovanje oziroma
sama knjižnična dejavnost, da recimo smo težko pokrivali literarne večere in mislim, da je članarina nujna v oziroma v vseh splošnih knjižnicah imajo članarino, tudi uvedli smo minimalno, se pravi 12 evrov za zaposlene na leto, 6 evrov za upokojence in študente, še vedno pa imajo brezplačno otroci do 18 leta starosti, brezposelni, invalidi, imajo še vedno brezplačno. Kako pa je z urniki? Po enih podatkih že od leta 1971 obratujete s enakim urnikom. Življenje se je v tem času kar spremenilo? Ja, popolnoma nespremenjeni niso. Spremenili smo, da je v Idriji knjižnica odprta torek in četrtek do 15. ure, ker je bila prej do 14. Pa še zmeraj naši bralci mislijo kdaj, da je odprta do 14, tako da spreminjanje urnikov je kar en tak dalj časa traja, da se navadijo na urnike, tako da na hitro jih ni za spreminjati. Tudi recimo bili smo odprti pred praznikom dopoldne, zdaj nismo več, pa še zmeraj potem mislijo, da smo odprti samo dopoldne. Potem druga stvar je, kar se tiče odprtosti, da bi imeli celodnevne, vsaj v idrijski, je to, da trenutno s to kadrovsko zasedbo ni izvedljivo, ker, kot sem prej že povedala, poleg izposoje v vseh enotah izvajamo tudi literarne večere, otvoritve, ure pravljic in V širšem pomenu se ukvarjate tudi s spodbujanjem branja. Zakaj je branje tako pomembno? Mislim, mi se trudimo vzgajati že zelo na začetku, zato smo tudi uvedli ure pravljic za najmlajše, ker jih prej nismo imeli, tako da vabimo že najmlajše pri 2 letih, da pridejo starši na ure pravljic, da že tam začnemo poudarjati pomen branja, in te ure pravljic so zelo dobro obiskane. Branje je potem predvsem pomembno v osnovni šoli, zato tudi je dobro, da jih začnemo vzgajati že zelo zgodaj, da spoznajo knjižnico, da jim starši berejo in potem napredujejo in postanejo dobri bralci. Statistika pravi, da ste imeli v času korona krize nekaj manj rednih članov, se je sedaj to število kaj popravilo? Ja, to je najbrž logično, ker so bile takrat knjižnice zaprte oziroma smo bili omejeni. Potem pa je članstvo kmalu naraslo, tudi obisk v čitalnicah se je povečal, ker je prej upadlo. Trenutno v letu 2024 smo imeli povečanje aktivnih članov. Zdaj ni še eno leto, oziroma zdaj 1 leto, odkar smo uvedli članarino, ampak kakor zdaj opažamo, zaradi uvedbe članarine ne bi smelo članstvo veliko pasti. Občini Idrija in Cerkno sta sicer ustanoviteljici, nista se pa še priključili projektu Branju prijazna občina. To je najbrž še pred vami. Lahko da, se bomo trudili, oziroma se že zdaj trudimo, nismo se pa še prijavili. Kaj nam lahko poveste o vas osebno? Ste bibliotekarka, že vrsto let vas poznamo iz knjižnice. Kaj berete, ko niste v službi? Sem kar ljubiteljica kriminalk, tako da mi je ta žanr najljubši, ker potem res ne morem odložiti knjige, da tako tudi počivam kdaj. Mislim, zelo pa nam je všeč, bi rada še povedala, naš projekt Primorci beremo, da ga še malo izpostavim, ker spodbuja branje slovenskih literarnih ustvarjalcev, in se mi zdi, da je zelo uspešen, že 19 let. In vsako leto dobimo tudi nove bralce, ki se pridružijo akciji, in
ta čas imamo tudi veliko, že od aprila do novembra, se trudimo potem tudi te knjige, ki so uvrščene na seznam, predstaviti v naši knjižnici. Odzivi so lepi. Ja. Kje vidite prihodnost? Bodo knjižnice počasi z digitalizacijo, z umetno inteligenco zamrle ali bodo okrepile svojo vlogo v skupnosti? Ja, spremenilo se vsekakor je, ampak vseeno mi tudi nudimo recimo oddaljen dostop do enciklopedij oziroma do časopisov tudi tujih in slovenskih. Je pa res, ja, da recimo tega gradiva si toliko ne izposoja več, kot je bilo prej povpraševanja. Tina Močnik, nova direktorica knjižnice, jaz vam želim, da bi uspešno opravljali to poslanstvo in to funkcijo. Hvala za obisk v našem studiu in hvala za pogovor. Hvala vam za vabilo. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.